pa nahaja v prostori, kjer se ti počutiš najbolj domačo, ne? Res je, za šporhet, ko mi jaz rečem, ja. Prej si rekel, da si tole čorbico oziroma Ano pripravil ti. Kdo pa je to ta ti oziroma Lojza Čop? Takole, no, samo hvala ni najboljša, ampak če se že moram predstaviti, sem dejansko bil član slovenske mladinske kuharske reprezentance, to se pravi, da sem tekmoval za Slovenijo na tekmovanjih do 24. leta in pa postal sem pri 24 tudi najmlajši kuharski mojster v Sloveniji z diplomo. Želel sem se izredno iti študirati, ampak se nisem mogel privoščiti, ker je bilo ogromno dela doma, ker je bilo treba posel peljati naprej. Zato sem se odločil, da bom se šolal ob delu in pa sem šel narediti mojsterske izpite. Kaj to zahteva? Seveda zahteva to tisti del, ki je pomemben v kuhinji, to se pravi poznavanje in svetovnih sirov, poznavanje svetovnih vin in pa seveda tudi slovenskih, tradicionalne slovenske prehrane. Seveda pa je treba poznati tudi artistiko v kulinariki, izdelavo skulptur iz masla, izdelava skulptur iz čokolade, izrezovanje iz zelenjave ali pa seveda izdelava raznih izdelkov iz ledu. Kar neki kriterijev bi človek rekel. To še ni vse, ne? Seveda je treba poznati tudi pedagoško-andragoški del, to se pomeni, da imam lahko tudi vajence, da jih lahko učim, da lahko vzamem tudi dijake iz šole in pa da so pri meni na praksi. Seveda poslovno-ekonomski del ti da pa tisto, ker pač vse skupaj je povezano s poslom, si moraš znati še vedno preračunati, kako narediti in pa oblikovati ceno, da boš imel dovolj, da lahko plačaš svoje delavce, da lahko plačaš dobavitelje, če pa kak evro za sebe ostane, pa tudi nič slabega. Ja, jaz sem zagotila, da si definitivno že prestara, da bi te prehitela v mladosti, pa imamo kaj podmladka, oziroma bi te lahko kdo zrinil iz te titule najmlajši kuharski mojster? Jaz mislim, da težko, predvsem zaradi tega, ker sem izredno malo začel doma, sem prevzel kuhinjo dejansko, ko sem bil 14 let star, ko sem šel v prvi letnik in delovne izkušnje so bile že velike in pa treba imeti, da greš lahko mojsterske izpite upravljati vsaj 5 let delovnih izkušenj. Tako da pri meni se je to zelo hitro začelo, star sem 30, sedaj pa imam tudi že 12 let delovne dobe. Ok, ja, potem pa hvala lepa, pa uspešno še naprej. Zdaj ti pa verjetno še najizkušenejši, ja? Bomo videli. Hvala.